Dobrodošli v podkastu Mladost na kmetiji. Pred nami je nova epizoda podcasta Mladost na kmetiji in tokrat sem se odpravil v Savinjski konec, kjer so ljudje v začetku avgusta spoznali silovito moč narave. To je na svoji koži še kako močno občutil tudi naš današnji sogovornik, z nami je mladi kmet Nejc Zager. Nejc, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Ja, kot sem dejal, ste ljudje in kmetje na tem koncu tega čudovitega koščka Slovenije spoznali silovito moč neurja, vode, plazov in tudi vašo kmetijo so močno prizadele te zadnje poplave. Če lahko malo Nejc opišete, kako je izgledalo vse skupaj v tisti usodni noči iz četrtka na petek, 4. na 5. avgust, kako ste vi spremljali to dogajanje? Ja, celo noč so bile močne padavine, zbujal sem se vsako uro, mama moja pa je bedila celo noč in pač spremljala, kaj se dogaja zunaj. In ob 3 zjutraj me je klicala, da naj pridem ven, da bo Savinja prestopila breg. In ja, takrat sem šel jaz ven. Hotel sem umakniti še nekaj strojev, pa ko sem prišel do tja, je bila Savinja naraščala s take hitrosti, da praktično ni bilo možnosti, da bi še kaj umaknil. Umikal sem še polje in na druge stvari, imeli smo tam enih strešnikov novih, še za hišo pripravljenih, pa tak. Ja, in te stvari sem še poskušal umikati kako uro pa pol, potem smo pa ugotovili, da je vse to zaman in da lahko rešimo še sam sebe pa otrok. Ja, in zdaj v vaši hiši, poleg Savinje, teče še en potoček, Trbiški graben. Tako. Če se ne motim, se pravi, bila v bistvu dvojna nevarnost prežala na vas. Ja, v bistvu je Savinja naraščala s takih hitrosti, da tega še ni bilo nikoli prej in tudi mislim, da je narasla okrog 7 do 8 metrov. Savinja je uničila kmetijske površine, pa kar je bilo priključkov kmetijskih. V bistvu največjo škodo za naše kmetije je pa naredil ta Trbiški graben. Ta je zasul traktor, zasul nam je nov hlev, zasul nam je star hlev, pa pol ga je tak načel, da ga bo treba podreti. Uničil je hišo, zasul je okrog 5 metrov, in ko smo mi 3 dni odkopavali, smo pač pol videli, da je hiša tako uničena, da ni druge možnosti, kot da jo podremo. In dobili smo tudi statike. Statike sam z roke odmahne, pa rekel, sploh nimamo kaj gledati. To je preveč uničeno. Se pravi, hišo, dom, kjer ste živeli, kjer ste ga tudi vi obnovili pred kratkim, ste morali, v bistvu ste ga bili prisiljeni porušiti. Ja, spodnjem nadstropju sta živela mama, oče in brat. Z mojo partnerko smo si uredili zgornja 2 nadstropja. In ja, obnovljali smo ga pol leta, zdaj zelo intenzivno. Seleni smo bili pa 3 tedne noter stanovanja in to je bilo katastrofa. In vi ste takrat, ko ste spremljali, kakšno je stanje, ste v bistvu reševali golo življenje skupaj z vso družino. Ste ušli še pravočasno, kam ste se takrat začasno umaknili? Ja, mi smo 1,5 ure predno smo zbežali, ko smo videli, kaj bo, je mama klicala že zasede. In je pač vprašala, če lahko nas pričakajo od zgoraj. Mi smo samo za otroke, za Oskarja, ki je priklopljen umetno hrano, smo vzeli umetno hrano. Pa za še 2 otroka oblačila, kar smo postrgali ven z omare na hiter. Teda v bistvu mi nismo zdaj se nismo vzeli s sabo nič. In ki je v pol 5 smo šli ven z doma, so nas že gor na vrh brega, čez breg smo lahko šli, čakali sosedi z avtomobili. In so nas pač peljali na varno k sebi domov, pa smo bili pa tam okrog 3 tedne pri njih. Ja, pravite, vse skupaj še toliko težje zaradi vašega sinkota Oskarja, ki je star približno pol leta in je bolan, zato potrebuje prav posebno nego in je zaradi tega vse skupaj bilo še težje. Tako, naš Oskar je imel drug dan po rojstvu, je imel kar težko operacijo črevesja. Odrezali so mu dobršen del črevesja, ker je imel zapore na črevesju in je bil odvisni od umetne hrane, in pri nas ni bilo elektrike 2 dni in hvala Bogu se ga še isti dan zvečer se ga odpeljali v klinični center, in da se ga tam lahko bolj skrbeli, tako da je bil bolj dober teden.
je bil v bolnici. Ki je prišel nazaj, ja, pač smo se nastanili pri sosedih in smo bili tam še 14 dni, zdaj nam je pa kolega, pa v bistvu sodelavec, nam je odstopil svoj vikend in ja, smo lahko zdaj tu prebivamo kar nekaj časa. V bistvu zdaj družina na nek način, ne, prej ste rekli, da vas je 8 živelo na domu, zdaj ste nekako ločeni, ne? Vi s svojo družino ste zdaj tukaj. Na katerem koncu točno se nahajava zdaj, kjer poteka pravzaprav ta pogovor tukaj zunaj v naravi, da poveva za naše poslušalce? Ja, mama, oče in brat so šli na drugo lokacijo, zato ker je vikend je premehen za 8 ljudi. Ja, mislim pa, jaz za mojo družino pa se nahajam v Lučah, v Konjskem vrhu, na nadmorski višini skoraj 1000 metrov. V naravi in je res nam gajak, zdaj v teh časih potrebujemo tudi nekaj mira in tle smo s tem že preskrbljeni. Ja, dejali ste, da imate zelo različne občutke, ne, ko spremljate dogajanje teh zadnjih dni. Kot sva se pogovarjala že pred začetkom snemanja, pravite enkrat, bi najraje opustili kmetijsko dejavnost, po drugi strani imate pa tudi voljo, zagon, tudi ljudje vas spodbujajo, da pa vendarle obnovite, nadaljujete, ne? Da obnovite domačijo. Tako je, jaz sem v nedeljo, ko smo prišli, ja, do nedelje zjutraj je pri nas nasipalo materiale, ne od petke do nedelje. In v nedeljo zjutraj smo prišli, pač jaz, moja družina, pa še sosedi, vsi pogledate, ne, kaj je naredila. In prva stvar, kar sem rekel, ta prva je kmetijstvo konc, stroji so bili zasuti, vsi objekti tudi kar zelo uničeni, kmetijske površine zasute. In ja, seveda bila ta prva stvar, ki sem pomislil, znaš mu kmetijstvo je konc. In na kar so me začeli klicati prijatelji, sošolci in pač me spodbuja, da bojo pomagali, da ne obupam, da bomo rešili kar se da. In ja, mislim, vsem sem izredno hvaležen za to, od sošolcev do sosedov, do prijateljev, kmetje iz cele Slovenije so klicali, nam dostavili krmo za živino, ne. Vse v bistvu z dostavo red. To se pokaže, ja, da so še dobri ljudje in sploh kmetje, da znamo skupaj stopiti, čeprav vemo vsi, da je kmetijstvo problem v Sloveniji, ampak ja, ki je treba skupaj stopiti, se je to zdaj pokazalo, da je to zelo dosti volje v Sloveniji. Ja, zdaj, kot sem se tudi prepričal na lastne oči, škoda na vaši domačiji je ogromna. Ste že kaj preračunali po prvih ocenah, kakšna škoda je in ali lahko računate na kakršnokoli pomoč, ne vem, države, zavarovalnice, česarkoli? Ja, v bistvu še nismo preračunavali, ker zdaj še vse ena prioriteta nam je hiša, ne, mi nimamo kje živeti. Mislim, trenutno imamo, sem to ni dolgoročna rešitev. In ja, v bistvu se še s kmetijstvom niti še nismo benga stroja zagnali, ker se še pogajamo zavarovalnice glede vrednosti traktorja, ne izplačil za traktor, ki je bil zasut praktično cel 10 cm ga on gledal. Za hišo smo dobili v zavarovalnici 13 000 evrov. In ja, na državno pomoč, pa na pomoč zavarovalnic, tudi nad tem smo že obupali. To so, mislim, nekaj malega jesen, to je v primerjavi s tem, kar je se nam naredilo, so to drobtine. Je pa zanimivo, ne, ko pravite, ko vam je praktično zasulo hišo in še podrlo del starega hleva, ste najbrž takrat takoj pomislili, da tudi živali v hlevu, ki ste jih imeli, ne, 8 glav živine in 2 pujsa, da je tudi te odneslo. Pa vendarle živina je vsa ostala cela. Tako, ja, jaz sem nekaj telic je bilo na paši, ostala živina je bila noter in pač nikjer ni bilo dostopa, da bi videli, kaj se z njo dogaja. In praktično do 5 popoldne nismo vedeli. Jaz sem pač mislil, da je živina poginila, skoraj sigurno sem bil. Na kar me kliče sosed, je rekel,
goveja živina je prišla ven iz hleva in nisem mogel verjeti. In ja, smo šli pogledat in res je bilo. Potem smo se nekako, enih par sosedov je šlo zraven mene in smo se nekako prebili dol do hleva. Ja, goveja živina se je vse rešila, v bistvu en prašič je preplaval ven že dopoldne, ki je bila Savinja tako visoka, da je bil hlev zalit čist. Zato drugega sem pač mislil, da je pogine, in v 5 popoldne sem pa še svinjak odprl in je bil prašič noter živ. To je plaval 10 ur skupaj, je plaval noter v boksu in takrat smo ga pol spravili ven iz hleva, pa v sosednji hlev poklicali veterinarja in je pač jih uskrbel, kolikor jih je lahko, in prašiče sta. V bistvu je vsa živina pri nas v redu. No, pa še ena stvar zanimiva, ki ste jo omenili in ki sva jo tudi videla na vaši domačiji, je tudi že kar nekaj časa stoji kapelica in je v bistvu ostala nedotaknjena. Lahko tudi tukaj vidimo pa eno znamenje, oziroma kako pa vi to gledate na to? Ja, mislim, ta kapelica je bila že 90 leta zasuta čist do vrha in takrat se je odkopali, dvigali ven, pa se je pač postavljeno na sut material. In pri nas na naši kmetiji ni objekta, ki ga ne bi voda saj delno ali pa popolnoma uničila. V bistvu pa ta kapelica, ja, ki je bila tudi zalita do vrha. Savinja je drla praktično čez njo. Noter je Marijina podobca in ja, je ostala nedotaknjena čist. Šipa na kapelici je tak tanka, da bi je s prsta zdrobil, ki je tekla čez Savinja, je ni uničila. In ja, je, mislim, nekaj je nas čuva, še vseeno, očitno. Ja, lahko rečete, da vam je, oziroma ne da vam je, ampak da še vedno vam v vseh teh preizkušnjah, bomo rekli, tako ob bolezni sina, kot ob tej zadnji tragediji izgube domačije, da vam pa vendarle vera nekako pomaga lažje premagovati vse te preizkušnje. Ja, sigurno. Saj sam to nam še ostaja ene momente, ki si obupan, se nimaš kam drugim zateči, k temu. In ja, je sigurno eno znamenje, pa daje eno upanje pa moč, da bo enkrat boljše. Omenili ste, da vse od začetka prihajajo k vam različni ljudje, prijatelji, sosedje, tudi nekdanji sošolci, pravite. Kaj vam vse to govori? Dejali ste, ja, veliko dobrih ljudi ste spoznali v tem obdobju, ki vam daje moč in en nov zagon. Ja, sigurno, mislim, sošolci, prijatelji, sosedi, sploh kmetje, 14 dni, 3 tedne za svoje mehanizacije delali zastonj pri nas, čistili kmetijske površine. Prišli so sošolci iz fakultete, iz srednje šole, pač prinesli nekaj denarja in to je moja hvaležnost, se ne da povedati z besedi, zato ker mislim, ja, ljudje nam prinesejo denar in to ti da ne samo finančna pomoč, to ti daje na upanje, da ljudje ti pomagajo in ti da zagon, da če ti pomagajo in imaš obupati, moraš stisniti in ja, se trudimo, kolikor se moramo. Na momente je to zelo težko. Vam še posebej kakšna spodbudna misel, kakšna spodbudna beseda v vsem tem času, ki ste jih slišali, ki vam jo je kdo namenil, vam še posebej takole v glavi ostaja? Verjamem, da jih je bilo res veliko. V bistvu ni prvi človek, ki bi brez kakšne spodbudne besede, in ja, teh je bilo ogromno. Mogoče enega kolega, ki je pred leto 2 v požaru ostal brez vsega in so mu tudi ljudje pomagali. Imel kuverto, zelo napisal, ne obupaj, vse se da. To je kar ena taka od človeka, ki si je na lastni koži pač izkusil, kako je to, če dost zgubiš. Bilo je pa ogromno, ni bilo v bistvu obiska, da bi ti namenili kakšne spodbudne besede in za vsake sem hvaležen. Zdaj eno izpostavljati. Seveda, ja, je preveč.
če se še malo osredotočiva na ta del, ki ga v bistvu delate, ne? Vi ste zaposlen kot gozdar sekač in to je vaša v bistvu dopolnilna dejavnost na kmetiji, ne? Tudi ko sva se peljala sem do tega vikenda, kjer zdaj živite, ne? Ste mi vmes pokazali, kje delate, kje je vaše delovišče, če tako rečemo. Si predstavljam, da tudi delo gozdnega sekača zna biti tudi nevarno včasih, ne? Se pravi, ste tudi tam na nek način izpostavljeni takšne ali drugačne nevarnosti. Ja, jaz sem zaposlen doma na kmetiji, ne edini. Oče je invalidski pokoj, mama dela v eni tovarni. Ja, edini sem doma, ker sem zaposlen na kmetiji in ukvarjam se z gozdarstvom, z sečenjem lesa. To je pač naš glavni dohodek na kmetiji v bistvu. V bistvu delate... Ja, jaz sem začel z 17 leta. 18 leta sem začel se učiti v gozdarstvu in ja, zdaj sem v bistvu 11-12 leta, ker delam. In ponujale so se že službe, pa sem že mislil, da bi vzel, ker to je vseeno, to je zelo naporna dejavnost, to lahko potrdi vsak, ki se s tem ukvarja. Tudi nesreče so se že dogajale, hvala Bogu, nič hujšega ni. Katere pa so te, če malo opišete svoje delo, katere pa so te največje nevarnosti, ki prežijo na gozdnega sekača, ne? Ja. Čeprav ob vsej mehanizaciji, ki jo človek ima, Ja, v bistvu imamo zdaj kar dobro opremo že na razpolago, ampak če nisi 100% zmislil v predelu, te lahko vsaka malenkost toliko udari, da ali boš lahko si invalid, lahko si mrtev v sekundi in to smisel zdaj nasploh. Zdaj imamo veliko sanacij plazov, predtem je bil v naši dolini kar močen vetrolom in ja, to so še vseeno čisto drugačne razmere zadele, ker če je to ena redna sečnja, moraš biti še dosti bolj pozoren. Ja, ne da se točno določi, kakšne pasti, ker to je pasti v gozdu je mnogo. No, ampak kljub, kot smo že kar nekajkrat dejala, kljub vsem tegobam in preizkušnjam, ki ste jih bili deležni v zadnjem času, zakaj pa radi ostajate na podeželju, zakaj radi kmetujete, zakaj radi opravljate to delo, ki ga opravljate? Ja, jaz sem bil že od menjega, 5-6 let star, se je doma pogruntali, da verjetno bom jaz tiskal, bo doma ostal, ker sem imel veselje do življenja, imel sem občutek za živali in sploh tudi do kmetijskih strojev. Če nisem smel biti zravno traktor, je bilo to nekaj najhujšega. In ja, navezan sem na svoji kmetiji, na naši kmetiji. Ne bi se mi zdelo prav, da so pred meni predniki nekaj ustvarjali, ali jaz bi pa zdaj vse to zapustil. In ja, imaš eno obveznost, pa mislim, da predhodnikov tvojih in zraven imam pa res veliko veselje, da delo za stroj, da delo za življenje in ja, mi ni težko. Problem je edino, ki je pač vsi vemo, kako se razmere v kmetijstvu zdaj in če bi država to vse skupaj malo podprla, bi bilo to še čisto drugače. Ja, omenili ste prednike, ne? Pravite, da tudi vaš ded se je ukvarjal s kmetijstvom in bil v bistvu, ko ste se vi rodili, ne, si vse skozi želel, da bi vi prevzeli na to niti kmetije. Ja, tako, prej je bil moj ded, je bil lastnik te kmetije. V bistvu zdaj je to lastnik moja mama, na papirju še upravljam, pa že kar lep čas jaz. In ja, starate je skozi mi upanje, pa polagal upanje na mene, da bom prevzel, pa da se bo delalo naprej, da ni bilo vse za manj, kar je sam ustvaril. Čeprav je bilo res ogromno za popraviti na naši kmetiji, in je to bil še vseeno, ded je bil staren 80 let, ki je umrl in ja, pač v enem obdobju nimaš več tega elana in ne slediš sodobnemu kmetijstvu in ja, to se je pač poznalo sem. Pač zdaj smo do poplavja bila kmetija urejena, tako da
sem imel zelo lejše nedeljo po vse in sem že res imel kar dosti veselje, ker sem videl, kaj vse se da in zdaj polje po ene noči je bilo uničeno, kar bi rekel, večinski del, kar je bilo ustvarjeno. Skozi desetletja nazaj. Tako. Ja, ampak kljub vsemu, če greste še malo nazaj v svoje otroštvo, dejali ste, da ste bili navdušeni nad vsemi, kar je ropotalo, kar je bilo povezano s traktorjem in tako naprej. Kaj ste pa sicer najraje počeli kot rečemo, kot mulc? Ja, definitivno doma je živina, pa ja, če me starate, ded moj ni vzel zraven, kamorkoli je šel, je bilo to nekaj najhujšega. Mislim, smo se tudi igrali, ne, normalno, otrok, žoga, skrivalnice, vse tak, ker je bilo treba iti v hlev, sem šel v hlev, pa je bilo največ kazen za mene, je bilo, če nisem smel izraven. Tako da, ja, je bilo že skozi društvo mi to podrejeno. No, kasneje pa ste si seveda našli tudi družbo znotraj kmetov in ste postali tudi član društva podeželske mladine. Pravite, da je to lokalno društvo bilo ustanovljeno šele pred kratkim. Tako je, ja, pri nas v dolini to je mehna dolina, ne mehni kraj, malo število prebivalcev in se vsi zelo dobro poznamo med sebi in tudi mladi imamo veselje do kmetijstva in smo se povezali, tudi zdaj, ko rabim pomoč, mislim, sploh ne benih težav, pomagajo mladi kmeti okrog, z stroji na roke, kar mori. Tudi finančno in ja, to se mi zdi prav, da mladi držimo skupaj, mi moramo pripraviti teren za naslednje rodove. Če bomo mi v redu delali, bo mogoče kdo še za nam imel veselje pa kvetoval. Ste bili tudi, oziroma ste tudi sicer dejavni v tem lokalnem okolju, ne, naj povemo, da sodite v drugače, vaša domačija ima sedež v občini Ljubno ob Savinji. Ste tudi sicer člani kakšnega društva in podobno? Ja, sem član govedorejskega društva Zgornje Savinjske doline in pa društva podeželske mladine. Ja, kakor čas dopušča, se udeležujem, ja, nisem pa, moram iskreno povedati, da nisem pa med najbolj aktivnimi člani, sigurno nekaj. Je en kup dela, otroci, vse skupaj ne dopušča več takih aktivnosti. Ja, omenili ste družino, otroke, to vam najbrž tudi veliko pomeni in tudi daje eno upanje za naprej. Ja, sigurno, mislim, imamo Oskarja, ne, pol leta starega in mi moramo biti močni že zaradi njega, ne, Potrek je balan, odvisen je od nas, v bistvu od naj za Urško in moraš biti močen, pa kakor tukaj stabilen že zaradi otroka, si ne moreš, že zaradi njega ne smeš obupati. Vam je vse skupaj, zdaj vas najbrž ljudje veliko sprašujejo, ne, kako se soočate s to situacijo in tako naprej. Vam je kaj lažje, če o tem tudi kaj na glas poveste, govorite o svoji izkušnji? Mislim, če ne bi bilo, vsi se ponujajo različne pomoči strani psihiatrov, najboljši psihiatri so prijatelji in ja, imam res dobre prijatelje, ki poslušajo, ki te spodbujajo in to je zdaj pomeni ogromno. Necko, vem, da je zdaj to vprašanje morda malce ni primerno za ta čas, ampak ko si želite od vsega skupaj nekoliko odklopiti ali pa odpočiti, kaj si takrat naslikate v mislih? Težko je reči, mislim, največ sem večkrat za 15 minut odklopil stvari, ki se dogajajo, res ne. V bistvu, ja, kadar imamo kakšne obiske, ki pridejo kakšni prijatelji, takrat odklopiš se malo, nasmejiš. V bistvu, če si 15 minut samo imaš čas o tem razmišljati, ne moreš iti z mislimi drugam, ko domov pa razmišljati, kako rešiti, kaj narediti. Zdaj pogovarjava se približno mesec dni po tej vodni ujmi. Ja, točno mesec dni. Ja. In lahko približno seštejete, koliko ste sploh lahko v teh dobrem mesecu, koliko časa ste spali? Ja. V bistvu prvi teden, ko smo delali cele dneve, je bil to tak tempo dela in tak tempo sprejemanja odločitev, da
da ki si prišel večer okrog 10-11 noter, si sam padel. V bistvu po ilmetedno, ki se je to malo umirilo, ki so prišli misli od zadnje, takrat je lupa tudi težko, ker ni bilo več hiše v bistvu, ker počasi pol od zadnje dojemaš, kaj se je naredilo in pred kakšne odločitvi ali pa pred kakšne preizkušnje si zdaj postavljen. In ja, takrat je bilo, sem mogel iti do zdravnika, pa da bi tudi tablete za spanje, ker to so psihični napori, so dosti slabši kot fizični. Ja, pravite tudi, da bi veliko raje pomagali nekomu drugemu, kot pa da bi sami prejeli pomoč. Ja, želim si, da bi dal vse, kar sem imel, samo da mi ne bilo treba imati stvari zdajle. Mislim, lahko naredimo novo hišo, dom je pa šel, a ne. In ja, zdaj je, kar jaz sem, če bi lahko karkoli, si želim, da bi nam ta stara hiša ostala. Obnovili smo jo do take mere, da je bila res že kar v redu. To je bilo desetletje dela, a ne, polaganje, odrekanje. Reč bi dal, kar sem imel, kar pa evro sprejel, pa da smo ostali pač brez vsega skoraj. Ja, ampak na krilih teh vseh spodbudnih besed, vseh prijateljev, sosedov, kmetov, sošolcev, vseh drugih, verjamem, da vam bo uspelo sestaviti neko novo zgodbo, ki bo seveda najbrž kar nekaj časa trajala, ampak vseeno, ne. Upanje ostaje, pa tudi, če bo tudi zdravje služilo, ne. Ja, v bistvu zdaj bi to, da bo zdravje, če bo zdravje, pa če bo volja, ja. Ob takih prijateljih, ob takih spodbudi se pač ne bojim, da se ne bi enkrat pobrali, bo trajalo, bo šlo živcu sam, ja. V bistvu zdaj, če bomo zdravi, bomo ustvarili, saj smo še mladi, bo pa težko. Morda še eno čisto zadnje vprašanje. Če bi lahko, ne vem, storili kaj drugače v tisti noči, ne, ko ste rekli, da ste reševali golo življenje, se kdaj obračate nazaj, kaj bi lahko storili takrat drugače, ko pa na drugi strani vidite, kako močna je moč narave. Ja, ne dajte mira, seveda, lahko bi, ne vem, vsej traktor bi lahko rešil, če bi jaz prav čas pogruntal, da so ostali stvari pač ne bo dali rešiti. Reševal sem, kar se je reši dalo, ki sem enkrat pogruntal, da se ne bo dalo nič. Je bilo prepozno tudi zato, da bi traktor umaknil. In ja, zdaj karkoli temu razmišljati, tako čisto brezpomensko samo. Takrat moraš na hitro sprejemati odločitve in kjer tega ni poskusil, verjetno da bom koli videl. Je to. Imate morda kakšen nasvet za koga, ki misli, da recimo mu je hudo ob kakšni življenjski preizkušnji? Saj vem, da je težko biti, da je to relativno nekaj za nekoga, neka škoda ali pa preizkušnja, ampak vi ste se zdaj res znašli v življenjski preizkušnji, ki jo morda doživi človek enkrat v življenju, večina niti nikoli, ne, vi pa ste jo, da lahko komu date kak nasvet, ne, zdaj je že, kot pravijo, dober mesec za vami, kak nasvet, kako se soočiti na nek način s tako situacijo življenjsko, ko pride. Ja, vključiti prijatelje, povedati svoje stiske. Ne vem, težko je dajati zdaj v bistvu kakšne nasvete, ki še sam nimam rešitev za sebe. In ja, brez prijateljev, brez podpore ljudi okrog nas sigurno ne bi šlo. To je prva stvar, karkoli druge. Nisem zdaj glih pravi naslov za kakšne takšne nasvete, ki še sami smo čas upali za. Nejc Zagar, kljub vsemu, kar ste doživeli, želimo vam in vaši družini, da iz te začasne krize izidete kot zmagovalci, da postavite, obnovite domačijo tako, kot ste si zastavili, kot si želite.
zdravje tudi malemu sinku Oskarju in seveda celotni družini. In ko se stvari obrnejo na bolje, upam, da se takrat spet vidimo in slišimo in poročamo in govorimo o lepši prihodnosti vaše domačije. Ja, hvala vam za obisk in pač hvala vsem ljudem, ki kakorkoli pomagajo v tele situaciji. In ni besed zato, ker ljudje delajo za nas in jaz in celotna moja družina smo neizmerno veseli pa hvaležni. Hvala vam.